Slovensko demokratsko stranko v tem času najbolj skrbijo informacije, ki prihajajo iz različnih podjetij, predvsem iz recimo temu malega in srednjega gospodarstva, kjer izgubljajo delovna mesta ljudje, ki so dobri delavci, ki imajo veliko znanja, v podjetjih, ki imajo dobre programe, vendar zapirajo svoje vrata oziroma odpuščajo ljudi, zaradi tega, ker niso dobili plačanega dela ali storitev, nekateri tudi 2 letine, tukaj je še posebej problematičen gradbeni sektor, in drugi zato, ker nimajo ustreznega finančnega servisa. Mi absolutno podpiramo te predloge, ki jih ima gospodarska zbornica v zvezi z okrepitvijo delovanja slovenskega izvoznega gospodarstva. V tem trenutku je to tisti osnovni motor, ki še omogoča Sloveniji, da nekako vsake toliko časa dvigne glavo iznad vode in zajame sapo. Smo pa prepričani, da samo za tem segmentom gospodarstva Slovenija ne bo nikoli prišla na neko pot, ki je pravzaprav hodila praktično ves čas od osamosvojitve naprej in na kateri je dohitevala povprečje razvitosti Evropske unije. Danes capljamo na repu in 1% gospodarska rast ali 2% gospodarska rast je manj, kot je evropsko povprečje, in če bomo šli po tej poti, bo Slovenija zaostajala. Tako da po našem mnenju potrebujemo tudi oživitev domače porabe. Z kolegico in kolegi iz vodstva gospodarske zbornice smo preverili nekaj predlogov, na katerih Slovenska demokratska stranka oziroma naš strokovni svet v tem času dela. Gre za predloge, katerih cilj je odpraviti blokade v bančnem sistemu in zagotoviti neke vrste sanacije slovenskega bančnega sistema, in gre za ukrepe, s katerimi bi pospešeno realizirali nekatere projekte iz resolucije o nacionalnih razvojnih projektih, zato da se na nek način zagotovi tudi delo za gradbeni sektor in za vse tisto, kar je na ta sektor vezano. Strinjali smo se, da zaradi časa, kakršen je, ne obstaja nek velik optimizem za to, da bi lahko v Sloveniji še v tem mandatu izdelali neko celovito strategijo za to, kako naprej, ampak kljub temu, in to smo se tudi strinjali, nima smisla čakati križem rok na to, kaj bo, je treba narediti tisto, kar je pač možno. V Slovenski demokratski stranki na nek način pričakujemo, da ti ukrepi, ki jih bomo vložili in predložili v prihodnjih tednih, ne bodo naleteli na podoben odnos parlamentarne večine kot prvi 3 protikrizni paketi. Naj povem še to, da mi gradimo te naše predloge ne samo na teh izkušnjah ali informacijah, ki jih dobimo v parlamentu, kjer potekajo zakonodajne procedure in kjer se pač razpravlja o vladnih predlogih. Mimogrede, Slovenska demokratska stranka je kljub temu, da je v opoziciji v tem mandatu podprla prav vse vladne protikrizne ukrepe, tudi tiste, za katere smo smatrali, da niso najboljši, smo pa smatrali, da je bolje nekaj kot nič. In to ni problem. Problem je tisto, kar pač sploh ni bilo predlagano oziroma sprejeto z vladne strani. Ampak mi ne črpamo podlag za te naše predloge samo iz te procedure, ampak tudi iz zelo konkretnih informacij, ki jih dobimo vsak mesec. Naša poslanska skupina nadaljuje, pa tudi strokovni svet nadaljuje tradicijo, ki smo jo peljali še kot vlada v prejšnjem mandatu, in vsak mesec obiščemo eno od slovenskih regij. Tam tudi večje število podjetij, malih, večjih, srednjih, dobrih, slabih, in te informacije, ki jih pač uporabljamo, so pravzaprav od njih. Ne govorimo na podlagi podatkov, samo podatkov statističnega urada in tega, kar je v obrazložitvah vladnih zakonov, ampak na podlagi tega, kar je realno stanje. In v zvezi s tem končam,
je žal našo oceno, da je med zadnjih 30 tisoč brezposelnih, ki jih je Slovenija pridelala v zadnjih mesecih, več kot polovica, pretežno polovica takšnih, ki niso brezposelni zaradi tega, ker ni dela ali pa ker so bila podjetja slaba in tako naprej, ampak zaradi subjektivnih razlogov. Zato, ker ni ustreznega finančnega servisa in ker država ni poskrbela za okolje, v katerem bi bilo tisto, kar je narejeno, ali tista storitev, ki jo upravljam, tudi plačano. In kot je bilo prej dobro rečeno, živimo v nekem stanju, kjer je prisilna poravnava pravzaprav način, kako zmanjšati stroške za določeno podjetje in kako otegniti plačilo tistim, ki so ga zaslužili. In tukaj smo pri funkcioniranju pravne države, kar je pa naslednji problem in verjetno predolga zgodba za ta uvod. Jaz osebno nisem za to, da se uvede nazaj obvezno članstvo samo v eni zbornici. V primeru, da bi bila dana možnost izbire, je stvar vredna razmisleka. Zagotovo pa podpiramo tisti del predlogov, ki so po mojem mnenju ali pa po skupnem mnenju potrebni za to, da se okrepi položaj zbornice in ki gredo v smer, da se določene storitve, ki jih lahko zbornica opravlja bolje in ceneje, opravljajo preko koncesij v zbornici, ne pa v vladnih ali paravladnih institucijah, kot se zdaj dogaja in smo slišali pač konkretne primere. Zdaj, v tem delu pač ni bilo nič narejeno z ukinitvijo obveznega članstva, če se je zgolj nekje drugje naredila neka birokracija, ki isto stvar opravlja dražje. To ni bil namen. Sicer pa je bilo prostovoljno članstvo v zbornici, je bil to eden od predlogov skupine za reforme, ker je bilo pač nekaj 100 predlogov in ta predlog je šel takrat v smer liberalizacije slovenskega gospodarstva. Glede na temo, ki je pač lansirana kot najpomembnejša z gospodarskega vidika in se imenuje dilema, ali se bo Slovenija usedla na nemško-francoski vlak. Najprej bi rekel, da v Evropski uniji vozijo nacionalni in evropski vlaki. In ti podpisi strateških sporazumov, ki jih na nek način forsira Francija, odkar je gospod Sarkozy predsednik, so pač inštrument za prestižne narave med velikimi članicami Evropske unije. Od teh sporazumov ni niti veliko škode, niti veliko koristi. Podpisani so bili z mnogimi vzhodnoevropskimi državami, pa ko sem se v Helsinkih zadnjič pogovarjal z nekaterimi predsedniki vlad, se niso niti spomnili, kdaj so jih podpisali. Toliko o tem. Drugo je zdaj ta dilema, na kateri voz bo Slovenija skupaj z Evropsko unijo sedla, ko gre za predvidene reforme v območju evra. To je zdaj dilema. Zadnji vikend je bil politični vrh v organizaciji Evropske ljudske stranke v Helsinkih, kjer je bil na nek način z določenimi kompromisi ta tako imenovani francosko-nemški predlog posvojen. Tudi na naši spletni strani imate usklajena stališča, ki so bila tam sprejeta in to so v glavnem tudi stališča vodstev ključnih evropskih institucij, komisije, parlamenta in Evropskega sveta. In tukaj gre za smer finančne stabilnosti, gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Kolikor slovenska vlada z priključitvijo ali pa z vstopom na francosko-nemški vlak misli resolucijo pač Evropske ljudske stranke, ki je zdaj v veliki meri z določenimi kompromisi posvojila ta francoski-nemški predlog, bomo mi to podprli, ker je to prava smer. Povečanje konkurenčnosti, finančna stabilnost, ki je pač predpogoj, zato pomeni tudi omejevanje nerazumne javne porabe in tako dalje, in ustvarjanje novih delovnih mest, kar je tudi ključni element socialne politike. Vendar je bil ob tem v Atenah
tudi sestanek socialistične skupine, kamor spada naša največja vladna stranka, in tam so se pa zavzeli za drugačen vlak. Ne? Za vlak, ki je bolj toleranten do finančne nediscipline, za vlak, ki omogoča še nadaljne financiranje razkošne javne porabe tudi z zadolževanjem. In za vlak je pravzaprav pripeljal tudi državo, v kateri so sprejeli ta stališča tam, kamor je, to je Grčija. In tukaj, in s tem končam, lahko vsak opazi, da se v Sloveniji veliko stvari giblje v smer te deklaracije iz Aten. Govori se pa o smeri deklaracije iz Helsinka. Ampak, kot že rečeno, bodimo optimisti in pustimo se presenetiti, če bo slovenska vlada, oziroma kar bo slovenska vlada predlagala ukrepov, ki gredo v smer te večinske usmeritve znotraj Evropske unije, tudi za slovenske razmere jih bomo mi podprli. Ne gre tukaj za to, kaj bo predsednik slovenske vlade podprl na Evropskem svetu ta vikend in 24. marca v Bruslu. Gre za to, kaj od tega bomo mi doma naredili. Skratka, apeliram na to, da je treba pri teh besedah, velikih besedah o strategijah in o hitrih vlakih in tako naprej upoštevati tudi realnost. Nič nam ne pomaga priseganje na reforme, če ni konkretnih ukrepov, ki iz tega pač nekaj naredijo. Zadnji 2 leti sta pač omogočili veliko primerjav med ukrepi, ki jih je sprejemala ali pa ki jih Slovenija ni sprejemala, in med tem, kaj so delale druge evropske države. In danes smo pač bistveno druge, kot smo bili nekaj let nazaj. Jaz se strinjam s to oceno, da veliko problemov, s katerimi se danes soočajo, ne sodi v mandat te vlade. Nekateri sodijo tudi mandat naše vlade, pa mnogo jih sodi še nazaj. To so strukturni problemi slovenskega gospodarstva. Potem je ena skupina problemov, s katerimi se ukvarja vsa Evropa in se tudi mi ukvarjamo. In to so tisti, ki jih je pač povzročila kriza, na katero sami nismo mogli vplivati. So pa seveda tudi problemi, ki smo si jih sami povzročili z neukrepanjem. In tukaj pa ta primerjava s tistimi državami v Evropi, ki pa so bile učinkovite, neusmiljene.